Kako zelo imamo radi svoje živali, kaj ne? To so naši angeli v kožuhih, perju, luskah, kakorkoli že. Ampak a veš, da vsaka žival, ki pride v tvoje življenje, ima definitivno eno tako posebno sveto nalogo. In na delavnici angelske številke sem posnela zate eno tako čudovito videovsebino, ki ti razkrije nekaj o živalskih vodnikih in o pomenu živalih v našem vsakdanu. Tiste živali, ki so tvoji hišni ljubljenčki, tiste živali, ki te mogoče spremljajo, tako da ne mogoče, da živijo s tabo, ampak so nekje v bližini in tako naprej. Kako si lahko ti izračunaš, kaj to pomeni? Kaj pomeni njihova prisotnost in kaj prinašajo tebi? Kako lahko potem na podlagi tega komuniciraš z njimi in še in še? Jaz resnično verjamem, da je ta stik med nami in živalmi tako zelo svet in želim, da to vsebino imaš. Zato jo danes delim s teboj, ti jo podarim in si jo oglej v nadaljevanju. Če pa te pokliče to znanje, če želiš nekaj več, če želiš nekaj tazga podrobnega, kot je izračunati karmo, odnose, krajevno numerologijo, kaj se dogaja, ko se premikajo planeti, potem pa te vabim 16.7. na spletu, je delavnica angelske številke in eterična numerologija. Verjamem, da po koncu te videovsebine boš vedel, če je to zate. Sedaj pa lepo kukaj in si poglej to lepo vsebino. Gremo si pogledati, kdo so spirit animals in kaj, pri naravni numerologiji smo si definitivno pogledali, kako iščemo zaporedja v naravi in kako nam torej živali, ki živijo v naravi, to pomeni, niso niti hišni ljubljenčki pa tako naprej, kako nam v točno določenem zaporedju prinašajo točno določeno sporočilo. Pa vendarle si gremo zdaj še pogledati tako imenovane spirit animals. Lahko jim rečete tudi, kole bom rekla, lahko jim rečemo živalski vodniki, komu to rečemo, ampak predvsem bi vam tukaj hotela nekaj povedati. In sicer, zakaj hoče nekdo, ki se spoznava z angelskimi številkami, komunicira z angeli, se zanima za eterično numerologijo, tako kot ti, ne? Zakaj recimo želi tudi poznati spirit animal številke? Spirit animal, živalski vodnik, duhovni živalski vodnik, pa tako naprej. Ampak meni se zdi, da jim ta ime, ta spirit animal, tako da sem ga obdržala v angleščini, verjamem, da mi ne zameraš, sem ga obdržala. In bi ti rada povedala, kaj to pomeni in kako ti izračunaš, zakaj je neka določena žival prišla v tvoje življenje. Ti imaš v svojem življenju lahko dve vrste živali. Ene živali, ki so tukaj izključno za svojo inkarnacijo, se ukvarjajo z svojo izkušnjo, se ukvarjajo s tem, kdo oni so in tako naprej. In ta drugi so spirit animali. Spirit animali so tukaj tako kot ljudje, za primerjavo. Eni ljudje so na planetu zato, da se ukvarjajo sami s sabo, a ne? In bolj jih uvo za vse ostalo, kar obstaja okoli. Eni so pa tukaj, ki hočejo res pomagati, kako lahko doprinesem, kako ti lahko svetujem. Temu rečemo light workerji, torej ljudje, ki nosimo v sebi svetlobo, tudi oni nosijo svetlobo, samo da oni hočejo svetlobo za sebe, jo upravljati za sebe, imeti izključno za sebe, nič ni s tem narobe. To je izbor duše in se ga lahko z lahkoto seveda spoštuje. So pa drugi ljudje, smo pa drugi ljudje, ki smo to svetlobo, katero smo prebudili na planetu, rekli, ne želim, da je to samo moja izkušnja, ampak želim s to svetlobo navdihati druge ljudi. In enako je pri živalih. Torej, navadne živalce, čeprav vsaka žival je posebna, so tiste, ki imajo lastno izkušnjo, in potem so tukaj spirit animali. Torej, spirit animal, duhovna žival, je pa tista, ki je prišla svojo energijo pomagati, svetovati, čeprav ne govorijo, ampak svetovati, dajati vodstvo, čuvati energijsko, ščititi in tako dalje. To so živalski vodniki. Jaz mislim, da ko imaš ti enkrat živalskega vodnika v svojem življenju, da to ni vprašanje, da ti točno veš. Lejte, mi da z Mihajlom imamo dva kužka, ena, definitivno spirit animal, Tara, in ta druga, definitivno samo kužek, Lexi. Ne moram reči, da imam Taro rajš, obedve imam rada. Lexi je čudovit kuža, tako naprej, razumeš, ampak, mislim,
kako sta si drugačni. A ne? Res sta si različni. Tara, če bi bilo treba kaj varovati, olala, bi varovala. Leksi bi v svoj bunker noter stekla, pa je 3 ure ne bi bilo na spregled. Saj ne moreš zameriti, a veš, je pa srčka kuža, ne? No, skratka, spirit animala začutiš v svojemu življenju in se obnaša netipično in drugače kot druge živali. Lahko je taka zelo terapevtska žival, lahko te na drug način gleda, na drug način se odziva in tako dalje. A ne? Recimo, jaz rabim regeneracijo, jaz imam recimo še enega spirit animala doma in to je papiga. A ne? In jaz, taka velika papiga. Ampak recimo jaz, če rabim počitek pa tako naprej, se ta moj Artur recimo ful netipično obnaša za papigo. On bo tako tih ko bubica, on se oglasil ne bo, on se bo, Mihael prav, on se počas premika. On če ve, da ti kaj zaspiš, pa tako naprej, on je ko bubica, reč papiga. Vsi ki imate papige, pa ste bili v stiku s papigami, papige niso bubice. Zdaj ti dol iz las visi, zdaj se ti uklele dol v bešu, zdaj ti grizla uho, zdaj ti gor skoči na računalnik. A veš, to se papige počnejo, oni so živi klovni. In seveda Artur tudi ima ta aspekt, da zna biti živi kloven, ampak takrat, ker je moj spirit animal, ki je pa za mene nekaj posebnega, pa on uspe užgati en zelo netipični aspekt papige. In je res, je neverjetanje. Neverjetanje. A ne? No, skratka, in tukaj jih prepoznaš, ker se nekako odvojijo od svoje narave in postanejo, rečemo temu, malo bolj človeški. Ali pa na tak nenavaden način pridejo k hiši, da je to res nekaj izjemnega. A ne? In zdaj recimo je zelo dobro pogled, zdaj imaš pa lahko 2 vrsti spirit animala. Ena je, da je tvoj hišni ljubljenček, ta druga pa je, da ni hišni ljubljenček, ampak živi pri tebi. To pomeni, da imaš recimo nekega ptiča, ki skozi na vrtu pri tebi živi. In nikamor se ne premika. Redko kdaj tudi kam drugam odleti, mejčkan, ampak skozi pri tebi spi, pri tebi hoče jesti, se drži torej domačega posestva. Čeprav živi v zuni, na drevesu, kakorkoli že, ampak ima nek tak stik s tabo na tak način. Tudi to pomeni, če ni direktno v tvojem prostoru, ampak je v taki bližini. Ne, to ne pomeni, da enkrat na mesec pride, ker takrat potem gledaš torej zaporedja v naravi, ki smo delali, ampak je res tako stalnica. Je potem taka žival, tudi če divja, kako se že reče žival, je stalnica v tvojem življenju. In zdaj, če te zanima, a ne, kaj je njihovo življenjsko poslanstvo? Kaj je njihovo življenjsko poslanstvo? Kaj so te prišli pomagati? In njihovo življenjsko poslanstvo je pomagati nekomu, ki je portal svetlobe na zemlji. In to si ti. Tako, kot je Harry Potter imel svojo Hedviko. Hedvig, dvojni v, ne? Jaz si rečem Hedvika. Tudi mi, ko imamo pač okrog nas, ne? Sovo smo jo rekli, to je Hedvika. Po Hedvig iz Harryja Potterja, ne? Vidiš, to je tak odnos in to je življenjsko poslanstvo. In Hedvig je bila ful močen messenger, ne? Nekdo, ki je prinašala sporočila za Harryja Potterja in tako dalje, ne? In zdaj, če ti hočeš ugotoviti, kaj je vloga živalskega vodnika, zato da prepoznaš to sveto povezavo, tukaj bomo zdaj absolutno skupaj to pogledali, gremo pogledati, kako to ugotoviš. A ne? To si izračunaš, z eterično numerologijo si to izračunaš. In zdaj imaš več opcij, kako boš zdaj ti prišla konkretno do te numerologije. Prva stvar je, če le lahko, je pa prva točka. Če pa to ne gre, pa vse naslednje točke. Prva točka je dan prihoda na planet. Kdaj se je, če veš, kdaj se je tvoj hišni ljubljenček skotil, zvalil, kakorkoli že. Jaz za našo Taro vem,
za Leksi pa ne vem, ker je bila posvojena, ker je bila stara 7 let, razumeš, iz neke grozne okolice. Ok, torej, če pa veš, kdaj, a ne, ker recimo za mojega ptička pa vem. Dobro, ni ptiček, je kar ptič. Zato, ker mi je rejc povedal. A veš, z njega pa vem. In tudi njegov izračun imate tukaj spodaj. 2.5.2021 je Arturjev rojsten dan. Okay? Skratka, torej, lahko računaš več stvari. Torej, če veš, kdaj je to bitjece prišlo na planet, če ne veš, kdaj, okay, se ti bo koda pokazala na način, da, če ne veš, da je to bitje prišlo na planet, da uporabiš dan, ko si posvojila tega hišnega ljubljenčka oziroma spirit animala. Jaz bi tako bi rekla, lahko posvojiš hišnega ljubljenčka, to so oni ta prvi, ali pa posvojiš spirit animala, to so pa te drugi. Tako da mogoče rajš, ko rečemo. Torej, daj si ti posvojila spirit animala, vzameš to za kodo. Ker tukaj se ti pa razkrije. Če se ne ve, kdaj je prišlo bitje na planet, se potem takole zračuna. Ali pa če recimo v naravi, zato boste danes naprej ful bolj budni in pozorni, torej če je nekdo, ki je bitje, ki sicer živi v naravi, ampak se kar naenkrat preseli k tebi, kdaj je prvi dan, zato je ful dobro, da tako spremljaš bitja okrog sebe, pa živali, zato da mogoče kakšnega spirit animala ne spregledaš, kdaj si ga prvič ugledala okrog tvoje hiše, posestva, kakorkoli že. Torej, najboljše je seveda, če imamo enko, če tega ni, gremo pol na dvojko pa trojko. In izračun ni zahteven, ok? In sicer si poglejmo, kako zračunaš, tukaj je izračun, tukaj v skripti, skupaj gledamo, mogoče ga lahko, takole vam bo mečkan lažje, a ne? Lahko skupaj pogledamo, ok? Kaj rabiš? Torej, rabiš datum, torej ali same posvojitve, a ne? Ali torej tisti dan, ko je torej bitje prišlo na planet, torej to smo ugotovili, da je najboljš, ali pa takrat, ko so tvoje očke prvič zagledale, a ne, tega živalskega vodnika. In potem je zelo preprosto. Jaz sem tukaj dala primer mojega Arturja, a ne? Torej, on se je zvalil, prišel na, mislim, se je bil prej v jajčku, ampak šteje se pač preboj ven. Ja. 2.5.2021. Okay? Takrat je on prišel na planet. Potem je pa zelo preprosto, kako gre zadeva naprej. Samo seštevaš številke skupaj, torej 2 plus 5 plus 2, ok, plus nič je pač nič, plus 2 plus 1 in dobiš številko 12. Ti moraš toliko dolgo razbijati številke, dokler ne prideš samo do ene številke. Ok? In v tem primeru je 12, 1 plus 2 je enako 3. A ne? Torej, zdaj hočemo vedeti, moj spirit animal, definitivno moj Artur, kaj je v bistvu njegova naloga, kot v odnosu lightworker do lightworkerja, veš, to je sveta naloga, in hočem jaz ugotoviti, zakaj je Artur prišel v moje življenje. In tukaj imaš v skripti potem nadaljevanje, a ne? In si tukaj prebereš razlago, ok? Recimo, če pogledam, torej Artur je trojka, žival prinaša nepopisno srečo, smeh in zabavo. Če je to tvoj hišni ljubljenček, se igraj z njim, takrat, ko sproži željo potem. Če pa gre za zunanjo žival, se loti čim prej po videnju leti, kar te razveseljuje. Tako se bo ukrepila tvoja energija. Jaz se res temu mojemu Artur, jaz se njej tako režim. Ona je taka faca, on me je tako usmeh spravlja, jaz včasih do solz ne režim. Tako naprej, ker znam ful past v delo, pa tako naprej. In mogoče sem včasih v življenju malo pozabila na zabavo. On mi je definitivno življenje to prinesel, a ne? Torej, če je žival številka 1, poglejmo se skupaj, je to žival, ki prinaša manifestacijsko pomoč. Želi ti pomagati, uresničevati tvoje želje, a ne? Takrat je dobro, da to žival opazuješ, da vidiš, kakšno energijo ona ima, in potem to uporabiš pri gradnji svojih želja.
Žival številka 2 prinaša mir. To pomeni, ko imaš negativne misli, čustva, ki je nekaj težko v glavi, je zelo dobro, da tako žival opazuješ, ker te bo umirila in pomirila. Je tvoj portal miru, absolutno. Trojka smo ugotovili smeh, sreča in zabava, a ne? Štirka, živalka prinaša ureditev okoliščin, a ne? Ali pa, ko imaš ti tudi recimo take misli, da se ti okoliščine blazno rušijo, a ne? Tako da takrat lahko opazuješ energijo živali in ti sporoči, kako lahko svoje zadeve, karkoli že imaš, dobesedno rešiš in kako lahko nov pristop razmišljanja temu ubereš. In seveda tukaj gledamo sproti stvari v skripti skupaj, verjamem, da se tekst vsaj malo vidne, da si pogledamo, ampak se jaz povem. Ne? In potem imaš žival številka 5, to so živali, ki hočejo, da delaš, to so delovne živali. Delovanje. To je žival, ki pa dobesedno ti reče, to ja, to ne, tole, tega se sploh ne dotiki, a misliš ti zdaj zadnjo plat dvigan in tako naprej. Tako da tukaj je ful dobro opazovati žival, kaj tudi ona dela, kam gre, a se kaj umakne, a se ne umakne, ali se recimo pospešeno stiska in tako naprej in si potem zinterpretiraš nase in gotoviš, kaj moraš ti v delovanje dati noter. Okay? Žival številka 6 prinaša lepe odnose, povezuje družino in je en velik portal ljubezni. Ne, šestico imeti v svojem domu, čudovita stvar, a ne? In tudi, če rabiš, če so kakšna nesoglasja v družini, pa tako naprej, vas ta žival lahko ful poveže, lahko jo prosi za pomoč, pa tako naprej. Ampak če se vsi začnete z njo ukvarjati, definitivno prepir zglajen. Žival številka 7 je čarovniška žival, živela boš čarovniki, ščiti, varuje dom, auro, avto, denar, kar češ. To je žival, ki je tam za varovanje. Če se kaj negativnega dogaja, poklič na pomoč to žival in jo prosi, da ustvari portal zaščite. In ne se da bo taka žival obremenjena. Če je 7, ne bo s tem nikakor obremenjena. Če bi bila recimo 2, ki je una mirna, ali pa 6, ljubezen nosi, pa tako naprej, ta mora pa zdaj se z negativnimi energijami srečati, da razumeš, te zavaruje pred njimi. Unim ne bo to toliko v redu, če imaš pa 7 doma, torej v spirit animalu pa komod, ker to je potem njeno življenjsko poslanstvo. Številka 8. Kje dobimo take živali? Številka 8 prinaša blaginjo in obilje. Če imaš v življenju kar naenkrat, ful lahko manifestiraš denar, uspeh, novo kariero, pa tako naprej. To je že dosti, da je prisotna taka žival. Lahko je pa definitivno zaprosiš za dodatno pomoč, a ne? In potem pogledaš njeno obnašanje, ker mogoče ti bo razkrila, kje dobiš neko obilje, a ne? Pa ti svetovala, kako ga pojačati. Vidiš, kje sem ti dala na naslednji strani, lej. Sem ti dala še celo družbico. Dobar, celo družbico ne, ampak koliko je šlo na tole stran žival zgora, ne? In potem še številka 9, a ne? Še številka 9 žival. To je pa dobesedno žival številka 9 bo šla živeti k lightworkerju, pika in zaključen. Če imaš doma žival številka 9 in da ti sploh še ne veš, da imaš potencial delati z duhovnostjo, svetlobo, služenje, naj ti povem, da je to. Ne iščeš življenjskega poslanstva, kar smo tukaj zaključili. To je to. In taka žival je lightworker na lightworkerja, je sidranje svetlobe na planet Zemlja. A ne? In taka žival ti tudi ful pomaga, ful te uči z svojim delovanjem, svojim odnosom do tebe, te uči, katera sporočila o tej predanosti pa ljubezni nositi naprej. A veš? Absolutno. In to so živalski vodniki. In jaz verjamem, da si želiš zračunati zdaj svojo živalco in pogledati, kaj imaš doma, ker imaš nek čudovit blagoslov. In jaz ti želim seveda tebi in njim, kogarkoli že je, vse najlepše.